Danes bodo na tapeti tisti, ki nas lovijo po nočnih morah. Tisti, ki morajo v risankah, pravljicah, filmih vedno stopiti na stran zlikovcev. Na stran ta hudobnih, ta slabih. Ne bodi ga trebih, ne bodi ga trebah, ne bodi ga treb. Že od Ezopovih basni in egipčanskih pripovedk se živalim pripisuje določene lastnosti. Le te so osnovane glede na njihovo vsakodnevno obnašanje, večino zgodb pa se je razvilo skozi mitologijo. Živalske stereotipe uporabljamo v vsakdanjem jeziku skozi. Glej ga, kako me je nategnil. Kakšna kača. Kako si zvit kot lisica. Poglej ga tega, ki se snima. Debel je kot svinja. Slišiš jih tako veliko. Tako so nekatere izmed živali, kot so lev, orel, medved, skozi zgodovino dobile status plemenite živali. Kače, netopiri, pajki pa so se morali zadovoljiti z vlogo zlikovcev, s katero se morajo boriti še dan danes. Prve, ki so se znašle na temni strani zgodovine, so kače. Mesojedi plazilci brez okončin iz reda luskarjev, torej sorodni so s kuščarji, krokodili in ne boste verjeli, želvami. Predstavljaj si zdaj ta scenarij. Mrak pada, ti greš ravno iz službe, pot ti prekriža lepa, velika želva. Kaj boš naredil? Rekel si boš, poglej v ubogo žival, tako daleč od svojega doma, naj te vrnemo v tvoje domače okolje, pa še 2 lističa solate za popoti, buhluna. Ja, zdaj pa probimo enak scenarij. Mrak pada, isto se vračaš iz službe, pot ti prekriža kača. Se ne ukvarja s tabo, ona ima stvari za delati, jajce zanesti, rove zakopati, svašta. Kakšna bo običajna reakcija? Mesojedi plazilec brez okončin, ne. Ali pa začneš iskati potencialno orožje, s katerimi boš rešil človeštvo pred izvirnim grehom. Kjerkoli izmed teh 2 opcij bi že izbral, upam, da bi kača vmes lahko varno nadaljevala svojo pot. Eden izmed stereotipov, ki veljajo za kače, je, da so agresivne in zlobne. Zdaj prva stvar, nobena žival zares ni zlobna, ampak vsaka deluje v skladu s svojimi nagoni. Drugo pa, to je tako kot pri ljudeh. Eni so odlični predstavniki svoje vrste, drugi pa... Moderna kultura kačam ne dela velike usluge, še celo v Harryju Potterju, kdo je bil pomočnik Mrlakensteina, kača Nagini. Kdo je simbol doma, v katerem so bili vsi zlobni čarovniki? Kača. Jaz sem prepričan, da če bi kače imele svoje okončine, bi sigurno hotele srednji prst pokazati tistim, ki je prvi napisal, da so kače hudobne. Skratka, kače se bojijo nas veliko bolj kot mi njih. Predstavljaj si ti, da te enak stolpen celovitek, da greš stran, če lahko, ne? Če pa ne... V Sloveniji poznamo 3 vrste strupenih kač in če se slučajno zgodi, da vas kakšna ugrizne, ne piči, ne sesat strupa ven s svojimi usti. Ko se veci zamaši, ne greš sesat z usti, počakaš, da nekdo te prav naredi. Ne pravim, da je to isti primer, sploh ne, ampak point je isti. Ne delati večjega dreka od tega, kakor je že. In predvsem ohranite mirno kri. Ker ne sme iti hitro po telesu. Ajš mirna kri. Ker ne sme iti po... Naslednji na vrsti je stereotip o zlobnem pajku oziroma o potrpežljivem prevarantu. Arachnofobija, strah pred pajki, je namreč eden izmed najpogostejših strahov na svetu. Zdaj jaz razumem, da se človeka, če si mane roke, gleda z dodatno pozornostjo. Kaj šele, če je v teh rok 8? Razumem. Ampak samo zaradi tega, ker nas je strah, še ne pomeni, da je žival zlobna. Veliko ljudi misli, da jih pajki hočejo ugrizniti. Zdaj pajki ne morejo gristi, ker nimajo zob. Pajki imajo klešče. Zato pajki obodejo. Pajki, razen če ne vidijo nobenega drugega izhoda, nimajo razloga, da bi obodili nekoga, ki je 50-krat večji od njih. In ja, rekel sem, 50-krat. Evo. Pajki so izredno pomembni za naš ekosistem, saj lovijo mrčes. Torej, pomeni, da zmanjšajo populacijo komarjev. Lepa. To je najmali pozdrav. Že v naši ljudski folklori je pajek doma dobra stvar, saj deluje kot naravni muholovec. Le nekaj vrst pajka je nevarnih ljudem in človeka bodo obodli le v samo obrambi. Le redki obodi pa bodo povzročili hujšo reakcijo od komarjevega pika. V zgodbah običajno nastopajo pajki ženskega spola. Samice pajka namreč med parjenjem lahko samca zamenjajo za svoj plen in ga kratko malo ubijejo, pokončajo, terminirajo. Ni to več hit and quit, ampak hit in ubit.
Ko oni rečejo, ljubi, jaz bi umrl zate. Reče ona, no, da te vidim. Frica. Le, kaj ne rečem? Čudna sopota pajkova, a zlobna ne. Razširjena predstava o volku je, da je to ena okrutna, velika, lačna, grozna zver. Velika, precej, lačna, vsak je kdaj lačen. Okrutna, odvisno koga vprašaš, zlobna, spet. Ne, ljudje se volka bojimo že od zore časa, zaradi tega, ker smo se zaradi njih tako ali drugače počutili ogrožene. Prav tako pa ponoči lahko spuščajo precej neprijetne zvoke, še posebej, če si sam v gozdu. Veliki zlobni volk nastopa v nešteto ljudskih pravljicah. Svoje mesto v panteonu večnosti pa si je zagotovil z vlogami v Rdeči kapici in Volk in trije prašički. Res odlična igra, odlični dialogi. Vogodlak je še en mitološki stvor, ki je zrasel v tem miselnem peskovniku. Verjetno je to zgodba skozi zgodovino spodbudilo stanje hipertrihoze, torej prekomerne poraščenosti po celem telesu. Zakaj gledate mene? Nisem. Kar so pripisali nadnaravnim silam ali pa približnim sestankom z volkom. Fuj. Mogoče je predstava o volku toliko negativna zaradi tega, ker so hkrati tako podobni psu in tudi toliko različni. Vseeno pa pri volkovih ne vidimo vsega. Pri dokumentarcih vidimo, kako lovijo, kako so okrutni, kako so neizprosni, redko daj pa vidimo, kako se med seboj igrajo, si pomagajo, krijejo hrbet. Skratka, volkovi morajo biti del nečesa večjega od sebe, del družine, del krdela. Zanimivo je, da ne tulijo proti luni, zakaj bi? Ampak tulijo zaradi tega, ker se pogovarjajo med sabo, ker bi človek lahko to poezijo slišal. Čau, kje si? Evo me, tukaj, kaj ti? Evo noč, kaj ti? Ena izmed živali, ki uživa univerzalno neodobravanje strani množic, je ščurek. Verjetno zaradi situacij, v katerih se srečamo z njimi, ki običajno niso rožnate, veliko pa k temu odnosu pripomore tudi njihov vesoljski videz. Velikemu strahu navkljub izmed 4000 opisanih vrst ščurkov, kot jih poznamo danes, še nobena ni dokazana, da bi prenašala človeku nevarne bolezni. Prehranjujejo se pa z odmrlimi ostanki. V bistvu so ščurki del naravne čistilne ekipe. Pucajo, da nam ni treba. Kiricari. Mogoče bi jaz moral imeti več ščurkov doma? Verjetno ne. Verjetno ne. Preživeli naj bi tudi jedrsko sevanje, zagotovo pa preživijo 40 dni brez svoje glave. Impresivno samo po sebi. Men ne bi rata niti 1 ure. 100%. Poleg čistilnega servisa pa nam pomagajo tudi pri raziskavah, kjer so modelni organizmi. Spet, da nam ni treba. Odnašajo nam rit, stari, odnašajo nam rit. Še ena iz perspektive ščurkov. Ne, tega delati. Njih treba mi treba, tudi meni so malo so taki. Sem bil dovolj pogumen, da sem jih prejel, no. To mora čist nič hudega, nič ni bolelo, nič ni bilo sluzasti, nič ni bilo ugabno. Nič živijo oni po svoje in jaz po svoje. Veš, ne pustijo živeti. Ljudje si še vedno preveč stvari razlagamo po svoje ali pa napačno, zaradi tega, ker jih ne poznamo ali pa jih preprosto ne razumemo. Nepoznavanje vzgaja strah in strah vzgaja sovraštvo. Nobena žival ni svetnik, niti grešnik, žival pač je. Pri stiku z določenimi živalmi je velikokrat prisoten strah. Odlično bi bilo, če bi lahko strah zamenjali spoštovanje in pa razumevanje njihovih potreb in navad. Tako bo kvalitetno sobivanje lažje. Vsak pa mora pri sebi narediti prvi korak pri temu, da strah premaga. In pri temu vam lahko živalski vrt Ljubljana pomaga. Tako s stikom z živalmi, kot tudi znanjem o njih. Se vidimo tam?